Pozdravljeni! Spet je čas za novo duhovno dogodivščino. Jezus je rekel, blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Ja, čisto zares je Jezus rekel, da bodo tisti, ki so čistega srca, gledali Boga. V Stari zavezi beremo, da je Mojzes hotel videti Boga. Ko se je pogovarjal z njim, mu je Bog rekel, mojega obličja ne moreš videti, kajti noben človek me ne more videti in ostati živ. Bog je poln neopisljive slave in sijaja. Noben človek ne more videti Božjega obraza in ostati živ. Ob pogledu nanj, grešno človeško telo tega ne bi zdržalo. Psalmist v Psalmu 24 sprašuje, kdo se bo povzpel na Gospodovo goro? Kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Kdo lahko stoji pred Bogom in gleda njegov obraz? Noben človek tega ne zmore, a hkrati psalmist daje odgovor. Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega srca. Tisti, ki je nedolžen in čistega srca, se lahko pospne v Božje nebeško svetišče. Tisti, ki je čistega srca, lahko stopi pred svetega Boga in ostane živ. Tisti, ki mu je bila krivda izbrisana in greh opran, ta ima upanje, ta ima dostop. Prerok Elija v Stari zavezi se je dobro zavedal, kaj pomeni srečati se z resničnim živim Bogom. Prerok Elija je bil skrit v votlini, ko se je srečal z njim. Takole piše. In glej, Gospod je šel njim, velik in silen vihor, ki kruši gore in lomi skale je bil pred Gospodom. A Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogenj, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. Ko je prerok Elija zaslišal glas rahlega šepeta, se je zavedal, da je prišel Gospod Bog k njemu. Ali si kdaj slišal v svojem življenju glas rahlega Božjega šepeta? Kako te kliče, kako te spodbuja k spreobrnenju, kako te kliče k sebi? V faksu v Torontu se je imel enega sošolca. Bil je popularen reper, klical se je PJ. Imel je mamo, ki je bila zelo verna, spreobrnjena kristjanka in ona, mama kot mama, je vsak dan molila zanj, da bi se spreobrnil in opustil svoje grešno življenje. On pa se ni zmenil za njo, niti za njeno vero in prepričanje. Všeč mu je bilo njegovo življenje. Bil je popularen in denar je imel kolikor hočeš. Nekega dne pa je imel PJ nadnaravno izkušnjo. Bil je sam v svoji sobi in nenadoma zasliši nežen tihi glas, kako ga kliče. PJ, PJ. Gleda, kdo ga kliče, nikogar ni v sobi, nikogar ni pred vrati, nikogar ni v hiši. Zopet je v svoji sobi in nežen tihi glas ga zopet pokliče. PJ. Nekaj se mu zazdelo. Mogoče je Bog. Odšel je k svoji mami in jo vpraša. Mama, ali Bog govori z nežnim tihim glasom? Mama mu je pritrdila. Tistega dne je PJ zapustil staro življenje. Predal svoje življenje Jezusu Kristusu in se odločil, da bo svoje življenje od sedaj naprej posvetil oznanjevanju evangelija. Spodbujam te, da prisluhneš nežnemu tihemu glasu, kako te kliče. Pridi k meni, predaj mi svoje življenje, dovoli, da očistim tvoje srce in ti podarim življenje. Božji glas lahko slišiš tudi s svojimi fizičnimi ušesi, kot v PJ-jevem primeru. A Bog najpogosteje govori našim duhovnim ušesom, našemu srcu. Jezus je prišel na svet, da bi nam pokazal pot. Šel je na križ, da bi odplačal naš dolg in nam odprl vrata, katera so bila tisočletja zaprta za narode sveta. Stopi skoznje in postal boš nadvse srečen. Odzovi se na glas tihega šepeta. Tvoje oči bodo nekega dne uzrle Božje obličje. Bog resnično je in poplača tiste, ki ga iščejo. Zato resnično srečni in čisti v srcu, kajti Boga bodo gledali. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.